strniti, ne? Hitrejš? Če se da. Aha. Drugače pa zelo dobro, ker ste gledali skozi kamero. Tako hitro, ki jaz govorim, morate zdaj. Bog nadej, Bog nadej. Dober dan, moje ime je Daniela Procaci, sem Italijanka, ampak sem živela v Bruslu. V Kranju živim 2 leti zdaj in delala sem v Bruslu kot tajnica pri nemškem predstavništvu, pri EU. Stara sem 70 let. Seveda sem upokojena in veganka sem od leta 2016. Ja, 2015. leta ena kolegica je bila veganka in sva se pogovarjale in seveda, kot skoraj vsak, sem mislila, da je to brez veze in je prišlo sem noter, pa sem ven. Ampak počas sem pa le začela malo premišljevati, ko sem videla vse razne filme na televiziji ali pa na Facebooku, na internetu in seveda to je bilo nekaj groznega. Tako da sem mislila, da ne bom več jedla meso in sploh vse tisto, kar je zraven, mleko, sir in tako naprej. In sem začela, francosko se to pravi flexitarien, to se pravi jest manj mesa in pol sem bila vegetarijanka in pol veganka. Tako da je to šlo, ni bilo od danes do jutra. Ja, to niso bili filmi, samo bili na Facebooku. Vsak dan je bil kakšen odlomek in to mi je bilo dosti za pogledati in še danes vsak dan vidite to in to je nekaj groznega. Lahko povem, da mi je bilo grozen slišati, da v Aziji se jedo psi, ampak mi je prijateljica rekla, ja poglej, to je čist isto, kot to, kar se dogaja tukaj, ki jemo meso od krave, ki je glih taka žival, kot pes. In takrat sem tudi razmišljala in sem rekla, no zdaj je pa konc. V glavnem klavnice in sploh kako tisti ljudje, ki tam delajo, kako se ukvarjajo s tem živalmi, kakor da je to ena stvar, a ne eno živo bitje. Ker v resnici je to vse isto, živo bitje glih tako, kakor smo mi in ni razlike, ker ima ista čustva, kot imamo mi. Tako da to je res, to ni naša civilizacija. Jaz to ne morem prihvatiti, sprejeti. Ne morem sprejeti, da se to dela z živalmi. To ne gre. Ne bi glih vedela, to ni bilo od danes do jutra, ampak vsak dan pomal in sem rekla, da jaz nočem biti v tem, kaj se dogaja z živali, to je eno vprašanje etike. In mislim, da vsak človek bi mogel malo bolj razmisliti. Bom povedala tudi, da Baševik Singer, Nobelovec, da je rekel to, kar mi zdaj delamo z živali, to isto, kar so delali nacisti v vojni.
In to je res. Poglejte, kaj se dogaja s tem, te živali, ki so zaprte tam in čakajo smrt. To je absolutno isto. Ja, šlo je počas, zdaj ne vem, koliko je to počas ali ni. Nisem se odločila hiter, ampak čez nekaj časa sem videla, da več ne pogrešam meso, tudi ne mleko in sir, in ki je toliko drugih stvari, mislim zelenjava, sadje in tako naprej. Seveda zdaj kranjska klobasa zmeraj mi diši, ki sem jo zelo imela rada, in tudi vsa tista težka mesa, svinjske krače in tako. To sem zelo imela rada in še zdaj mi diši, ampak vse je tukaj v glavi, ko vem, kaj se dogaja. Ne morem to sprejeti. Seveda v krožniku vi ne vidite žival, ampak morate malo razmisliti, kaj je pozadej, in jaz jo vidim. Vidim to žival v krožniku. Ne bom nikoli več šla nazaj, to sigurno ne, ki je to vprašanje etike, in jaz se absolutno ne strinjam s tem, da je treba jesti meso. Sploh to ni potrebno, in zdaj se vse več in več o tem govori, in upam, da na koncu svet bo veganski ali ne bo. Verjetno isto tak, kakšen je bil moj, ki so mi rekli prijateljica, da je veganka, ali tako, so se čudili. In ko so videli, da v resnici je to točno to, kar sem jim rekla, da pol so nehali me spraševati. Ne vem, če so čutili, da imam prav, ali ne vem, mora biti. V glavnem ostalo je tako, da so me pustili na miru. Jaz moram reči, da tukaj v Kranju sem pri eni doktorki, ki mi ni nič delala kakšne komentarje, ne, vse v redu, sem delala analize in so bile perfektne. Krvni izvidi pa to vse? Izvidi, izvidi za vse te, ki sem delala, so bili vsi v redu. Jaz bi bila tudi rada aktivista, morbiti sem malo prestara za to, ampak sej to more biti, drugače se pa ne bo nič spremenilo. Tistih lepih reči to ne pomaga. More ena taka revolucija biti. Aktivisti, absolutno. Zaradi tega, ker niso informirani, to je vse. In jih morebiti tudi ne zanima. Se mene tudi ni zanimalo, nisem razmišljala o tem. To, kar mi je žal, je, da nisem to prej začela, ker se o tem ni govorilo. To se pravi, jaz sem 70 let stara, ko sem bila majhna, moji ta starši sploh niso vedeli, za kaj se gre. To je bilo vse normalno, vsi smo jedli meso, mleko, vse tako. Tako da takrat se o tem ni govorilo in to mi je žal. In zdaj se začenja in to je v redu. Meni ni všeč,
če kdaj nekaj rečemo o veganstvu, da pravijo, ja, jaz delam kar hočem, jem kar hočem. Ne, moment, ni. Ti lahko ješ zelenjavo, to ni nobena škoda, ampak če zaradi tebe ena žival, eno bitje umre in to na tak način, to si ti kriv. In moraš tudi to razmišljati. Upam, da enkrat bojo ljudje to vse razumeli. Veganom bih sporočila, naj vztrajajo, ne veganom pa naj naredijo ta svet lepši. Ker ni dovolj, da samo en del sveta je tak, en pa tak. Naj vsi skupaj naredimo tako, da ne bo več nasilja. Ne samo nad ljudmi, ampak tudi nad živali. Zelo lepo. Ne vem, ja, mi ni slovenščina, mi ne gre. Naredimo še v francoskem jeziku enega. Sporočilo za ljudi. Ja. Pour mes amis français, ce que je voudrais dire, c'est de faire en sorte que le monde soit meilleur, qu'il n'y ait plus de violence, parce que quand il n'y a plus de violence envers les animaux, il n'y aura plus de violence envers l'être humain.